Začenjamo pa z včerajšnjim dogodkom v knjižnici Medvode. Z odprtjem fotografske razstave ob letošnjem že 30. srečanju na Brezovici oziroma Jakobu v čast državnemu prazniku samostojnosti in enotnosti naslednji četrtek, 26. decembra. Trije avtorji so na ogled dali izbor dokumentarnih fotografij, ki so doslej nastajale ob tej prijetni priložnosti, kamor ste vabljeni tudi vi prihodnji četrtek. Trije fotografi. Igor Modic iz fotografske agencije Bobo je na ogled dal niz fotografij iz nultega srečanja na Jakobu 23. decembra leta 1990, ko so predstavniki prve slovenske vlade, takoj po znanih rezultatih plebiscita, prejeli klic ljudstva z Jakoba, češ da ne gredo dol, dokler ne pride vlada gor. Iztok Pipan je dal na ogled niz fotografij, ki so nastajale skozi vsa leta, večino njih tudi kot sestavni del priprav in organizacije prireditve na Svetem Jakobu oziroma kot ilustracija dogajanja skozi oči predstavnika naše televizije. Povsem namensko kot fotoreporter pa zadnje 4 leta srečanje na Jakobu spremlja fotograf, sodelavec Otočja oziroma Gorenjskega glasa Peter Košenina. Povejte, kaj je tista draž neke dokumentarne, neke reporterske fotografije? Je to kakšen poseben izziv? Seveda je, čeprav sva ob izbiranju slik z Istokom Pipanom ugotavljala, da imava oba dva zelo podobne fotografije. Mene privlači recimo to izkazovanje slovenstva, ki se na Jakobu zmeraj pokaže, recimo zastave, pesem, take stvari, in tudi na svojih fotografijah poskušam pač to vzdušje, ki je na tej proslavi, ujeti. Rečem, da je bilo izredno težko narediti izbor fotografije, več kot 1200. Vse fotografije so zdaj res postale že dokumentarne. Reportažna fotografija je pač zapis enega dogodka, enega stanja, dokumentarna pa postane takrat, ko je to slikano v nizu. Zdaj, ta niz je dolg, v digitalni fotografiji naši že več kot 15 let, prej smo imeli analogne aparate. V digitalni dobi je seveda teh fotografij zmeraj več in ljudje si kar premalo časa vzamemo, da bi tudi naredili izbor teh fotografij, ki so narejene, tako da je zelo težko reči, ta fotografija mi je pa izredno ljuba, ta mi je pa najbolj všeč. Med temi 5 izbranimi je vam najljubša katera in zakaj? Mogoče ta za mojim hrbtom, ker je malo bolj posebna, ker na njej ni množice ljudi v temi, ker je pač ob cerkvi je vedno tema. Ampak kaže to točko, ki je že pred 30 leti zbrala ljudi, pa nas še zdaj zbira, združuje. Meni ljuba je fotografija Toneta Kuntnerja, ki je v elementu, v žaru, ki je vedno na gori spomina tisti pravi pomladnik, in njega slikati je vedno veselje. Zato sem tudi danes si ga zaželel imeti na tej prireditvi kot enega izmed nastopajočih, kajti njegova interpretacija slovenske poezije je seveda tista, ki recimo budi čustva in vsakemu pravemu Slovencu zaigra srce. Poleg Istoka Pipana in Toneta Kuntnerja so zbrane na odprtju razstave nagovorili med drugim predsednik prve vlade Lojze Peterle, ki je bil na Jakobu prvič in obeta, da bo tudi 30. Župan občine Medvode Nejc Smole, ki bo nagovoril zbrane tudi na slovesnosti na Jakobu prihodnji četrtek, na dan državnosti in samostojnosti, saj bo slednja letos tudi osrednja občinska proslava, in predsednik Državnega sveta Republike Slovenije Alojz Kovšca, ki bo slavnostni govornik tudi na Svetem Jakobu, in v imenu organizacijskega odbora še častni občan občine Medvode Janez Šušteršič. Prav vsi so nas lepo povabili, da se jim pridružimo na 30. srečanju. Vreme bo.